Kako sta povezana šport in preklinjanje, ponavadi vidimo v počasnih posnetkih tekme. Zdaj pa bomo še slišali. Zdrav, Matic. Zdravo. Prebrala sem, da ste na zadnjem evropskem prvenstvu imeli kazen za preklinjanje, in sicer v ordinaciji, kazen pa je znašala 1 evro. Dejansko fizioterapeuta sta določila neka pravila, da se ne preklinja, da se ne uporablja mobitelov, da se ne perdi. Ampak razmerje kazni je bilo pa zelo zanimivo, ne? Preklinjanje je stalo osebo 1 evro, medtem ko pa prdenje pa telefon pa 25 evrov. Zakaj tako nizka kazen za preklinjanje? Za telefone se vsi zavedamo, da jih ne smemo uporabljati, kletvica pa nažalost je prehiter, tako da jo ne moremo kontrolirati. Kako pa je s preklinjanjem na igrišču? V bistvu, ko je neka napeta situacija, dejansko hočeš motivirati ekipo, po drugi strani pa hočeš včasih tudi kaj slabega s tem povedati. Dejansko ima kletvica dva pomena. Kdaj pa ti kletvica prej zleti iz jezika? Takrat, ko nekaj narediš narobe na tekmi, takrat, ko mogoče sodniki ne razumejo vsega tako, kot je treba, ali takrat, ko igra preprosto ne steče? Na prvem mestu so sigurno sodniki, ker zmeri se nam kakšna odločitev, mislim, da bi lahko v drugo stran zapiskal. Pa je potem dobro takrat, ko sodniki ne razumejo jezika, ki ga govorite znotraj ekipe? Dejansko je fajn, ko igramo kako evropsko tekmo, ker sodniki nas res ne zastopijo in včasih si damo malo duška. Kdaj pa se začne preklinjanje pri rokometu? Se mi zdi, da kot mlajši, da te dosti trenerji štopajo pri teh stvarih. Ko si pa manj starejši, pač se na tak način začneš nekot izraziti. In potem trenerji verjetno tudi niso ravno tisti, ki bremzajo. Ne, res je, tudi oni velikokrat dajo pobudo. Po Freudu naj bi dejansko tudi govorjenje nadomestilo neko dejanje in je tudi preklinjanje en odločen odziv, ki sproži eno katarzo, očiščenje. Pa jaz bi se kar strinjal s to trditvijo. V tistem trenutku te sprosti oziroma daš tisto ven in se mi zdi, da pa boljše odigraš tekmo. A potem preklinjanje v bistvu eno športno obnašanje ali je to nešportno obnašanje? Jaz bi rekel nešportno, no. Ampak koristno. To pa sigurno. Najlepša hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam.